Hozentregarje? Vsak večer, hecam se. Takole, za vikende na špilih. A drugač pa ne? Ne, takole pa nekaj preveč gatevli trezajo, če povem po pravici. Hozentregarji, srajčke, kavbojke, elegantni čevlji. Vse to vidimo na odru, ko nam stopijo muzikanti. Tako je. Nič več na veselicah ni samo narodnih noš, sproščeno vzdušje je terjalo tudi bolj sproščen videz. Raztrgane hlače, kratke majice in športne copate. Ansambel Stop pravijo, da je rdeča barva samozavesti. A imate za to rdeče srajčke? Ja, štop znaki so rdeč, pa moramo nekaj, da zraven paše, da se na vsak zapomne. In prav to, tudi to je danes pomembno v muziki, da si te zapomnijo. Zato se je stil narodno-zabavnih ansamblov v zadnjih letih precej spremenil. Slovenska narodna noša si zasluži spoštovanje. In naj bo slovenska narodna noša res tista, ki jo z veseljem glasbeniki oblečejo na posebnih dogodkih, bodisi to kulturnih, festivalih in vseh ostalih takih rečeh, ki so res pomembni. Če pa so na veselicah, recimo v kakšnih kavbojkah pa drugih majčkah, nimam pa nič proti. Jo pa moti predvsem to, da se kdo do noše ne obnaša spoštljivo, da se ji dodajajo ceneni dodatki, kot so recimo zapestnice ali drug nakit, ki nikakor ne sodi zraven. Trio Utrip nošo spoštujejo, a sami na špile, kot nastopom pravijo muzikanti, oblečajo kavbojke in kakšne lepe hlače. Iz razloga samo zaradi tega, da se počutimo bolj... Se počutiš sproščen, tudi malo bolj izžareva našo mladostno energijo, se mi zdi. Noša bi ne znala malo zamoriti, pa še malo težko si jo je prvoščiti. Ja, definitivno. Nimamo pa... Pa spoštujemo zelo slovensko kulturo in ko vidimo ansambel v nošah, to zelo podpiramo in kapo. Kapo dol, sam tako naprej. Kapo, dejo dol, evo, za vse, ko imate nošo. Nekateri ansambli počnejo prav to, kar je razlagala naša Maja. Za bolj sproščene zadeve oblečejo hlače in srajco ali majico, na bolj uradnih dogodkih se spoštljivo ponašajo z narodno nošo. Takšni so recimo ansambel Smeh ter Modrijani in številni drugi. No, nekateri pa še zmeraj prisegajo na tisto pravo slovensko, tradicionalno, narodno nošo. Pa v bistvu mi smo zavesti tistemu staremu stilu, kar se tiče samega izvajanja in pa tudi samega nastopa. Menimo, da je klasična, stara oblika, tradicionalna slovenska noša, tista pravi nastop, kak se želimo pokazati. Narodna noša je tradicionalno oblačilo naše dežele, del naše dediščine, ki je zelo pomemben za slovenski narod. Je odraz našega kulturnega dogajanja in predstavlja in odseva našo zgodovino. Spoštljivost je tukaj vsekakor na mestu, pa vendar gre čas naprej in stvari se spreminjajo, tako da bomo na odrih verjetno vedno več videvali tudi drugačne stile. Vsak ansambel ima pravico, da sam izbere, kaj bo oblekel. Naj bo to srajca ali noša, le da s tem izražajo sebe in svoja načela.